Nedelja, 5. avgust, zvečer na Obrežju. Primož ima kolajno! Petek, 10. avgust, opoldne na Brniku. Petek, 10. avgust, zvečer v Brežicah. Pet dni Primoža Kozmusa. Od trenutka, ko je na olimpijskih igrah v Londonu zalučal kladivo do 79,36 metra, svoj letošnji najboljši dosežek in met, ki je zadostoval za končno drugo mesto, do prihoda na letališče Jožeta Pučnika, kjer so ga že pričakali najzvestejši navijači in navsezadnje do sedaj že tradicionalnega sprejema v središču Brežic. A začnimo na začetku, s prvimi odzivi na olimpijsko srebro v domačem kraju. Seveda smo pričakovali, ker do zdaj nas je navada na to. To se pravi, mi v klubu, drugače v društvu zbirateljev, imamo zelo dobre odnose z njimi in vsekakor smo tudi pričakovali, ker vemo, kak Poba je fin in dober, da verjetno bo se potrudil in bo naredil vse, kar je v njegovi moči. Ja, že po kvalifikacijah sva se slišala in sva se pogovarjala o tem, kdo bo osvojil medalje in sva bila nekako si edina v tem, da si bodo prav ti trije, ki so na koncu tudi slavili, razdelili kolajne, kakšne barve bo kdo imel, sicer ni bilo sigurno, ampak po tistem prvem metu se mi je zdelo, v finalu se mi je zdelo, da srebrna zagotovo bo, če pa bo uspel narediti popoln met, bi pa lahko posegel tudi po zlati. Rekel je dober, ne, pa rekel, ni bila dobra tekma, ne. Mislim, mali bil razočaran, ker trikrat vrgel mim, ampak je vesel, ja. Ja, zdaj, odkar je prišel v London, je bil dobro razpoložen in je pričakoval zlato, tudi mi dve s Primoževo mamo smo verjeli v to. Sej za malo mu je sfalil, mogoče bi bil drugi met res za zlato, ampak tudi par si je zaslužil z delom, pa letos je bil pač boljši, ne. Tokrat pa se Primož ne bo odločil podobno kot po slavju v Pekingu, ampak bo kladivo še vedno metal v daljave. Mislim, da po takšnem uspehu prav gotovo se ne bo poslovil. Mislim, da bo vztrajal naprej, kajti ta medalja mu je prav gotovo dala nov zagon. Tovrstnemu uspehu pa seveda pristoji tudi nekaj počitka. Nismo se še pogovarjali, ne vem, če bo še dal par mitingov, ampak sigurno bomo šli, ker ga ta mala fejs pogreša. Dobre 4 dni kasneje, ki jih je brežiški junak preživel v angleški prestolnici med spremljanjem ostalih atletskih tekmovanj in regeneracije, so se njegovi najzvestejši navijači že ob 10. uri dopoldne odpravili iz Brežic proti letališču Jožeta Pučnika, kjer je bil napovedan njegov prihod za nekaj po 12. uri. Veselo je bilo tako na avtobusu kot na samem prizorišču. Mi smo verjeli v uspeh že od začetka. Že preden je šel na olimpijske, mi smo upali na uspeh in smo navijali za to. Jaz sem bila prepričana in hvala Bogu je dal tudi tistim, ki so dvomili v njega, je dokazal, da je boš beseda. On je trmast, on je vztrajen, je delal in hvala Bogu se mu je splačalo. Ja, že od samega začetka smo vedeli, ja, da bo uspeh tukaj. Tako kot vsak let, ne? Tudi letos, tako da mi verjamemo in evo ga, smo dosegli svoje in tudi Primož je pokazal, da on to zmore, ne? Ja, to so vse bolj sproščeni trenutki, bolj je bilo napeto do nedelje, ne? Oziroma do petka. Današnji večer popoldne bomo skupaj preživeli ob kosilu, družinsko, zvečer se bo pa spet drugim posvetil, tako da bo zvečer pa itak žurka v Brežicah, ne. Mi bomo veseli samo, da pride domov, potem pa pač prireditev v centru Brežic.
Našega olimpijskega junaka je pričakalo tudi izjemno veliko novinarjev, zaupal pa nam je, kako je sam doživel finalni nastop. In tudi, da je bil olimpijski prvak Madžar Pars ob idealnem metu še kako premagljiv. Ja, prvi met je bil zelo dober. Nisem šel na polno, je bil korektno, tehnično dobro izveden. Potem so se pa začele malo tehnične težave, ampak sem vedel, da sem pa konkurenčen. Šele, ko smo prišli nazaj iz Češke, je bilo še vse tako, malo ni bilo še čist zihar ali bolj ne bo, ampak potem se je začela forma kar strmo zdigovati. Ko smo bila pa enkrat v Londonu, pa tisti treningi, ko smo jih upravljali, so bili pa tudi njegovi občutki pravi, tudi na metališču je že izgledal dober, tako da smo vedeli, da je pripravljen za dobre mete. Kozmus je bil v finalu videti izjemno osredotočen na zastavljeni cilj, kot da bi bil vedno najboljši na največjih tekmovanjih. Samo zdaj sem bil pač v svojem fokusu, to, kar zna delati zelo dobro in to je to. Sedaj pa trikratnega slovenskega športnika leta čakajo prijetnejše obveznosti. Sprejem v domačih Brežicah in čas za družino. Ja, tega se nikdo ne naveličaš, tako da se veselim seveda tega sprejema. In končno, da tudi se z domačimi poveselim. Ja, seveda, je bilo kar eno obdobje zdaj dolgo priprav in zdaj še tekma, ko smo se bolj malo videvali, tako da je zdaj bo pa čas za to. Le nekaj ur kasneje se je v Brežicah že začela zbirati množica. Tista Primoževih uspehov vajena množica, ki želi ujeti le pogled na ali se dotakniti svojega junaka. Iz Brežic, našega srebrnega in zlatega Kozmusa, že skozi ga spremljamo in smo res z njim skozi v mislih, že na olimpijadi, že vseh, tudi pri njih doma smo bili zdaj, ko se je to dogajalo tako. Tako da nekako nam je lažje, ko smo z njimi in zgleda, da je nek učinek, da imamo neko pozitivno energijo, da mu pomagamo. Super, veseli smo, kad smo dobili srebrnega olimpijonica v metu Klaudijo Primoža Kozmusa. Pričakujete, da bo uril zlat? Upam, veseli smo na to, da se vrstil. Seveda gledali smo, navijali za njega in vsi Slovenci smo resnično lahko ponosni na Primoža. Čestitamo, Primož, bravo. Ne vprašajte. Edina legenda, ki mu priznam, da je legenda, skoraj močnejša od mene. Pa naj vse uspehov želi še dalje. Njemu pa kot prvo in prvo, da mali njegovi pa familiji. Hvala. Tisti, ki ga spremljamo, pač vemo, da je imel na olimpijskih malo smole, ampak smo sam ponosni na njega. Ja, pa še kako. Tako da nam je televizijo raznesel, tukaj smo kričali. Ja, to sem vedela, da je eden izmed favoritov za medaljo, ja. In kako ste zadovoljni z letošnjo bero med slovenskimi športniki? Se mi zdi odlično. Kaj misliš, da Primož mara harmoniko? Ja, ne vem, za njega pač, ki on je tak vesel človek, mislim, da je mara, no. Primoževa mama pa svojemu sinu stoji ob strani na vsakem koraku. Od zadržanih dihih med meti do resničnega veselja ob novem uspehu seveda ni bilo nič drugače tudi tokrat. Kako je bilo vam spremljati sina? Super. Ste verjeli 100%? Ja. Sigur. Rekla sem zlata, ne bo srebrna, pa bo. Kaj pričakujete čez 4 leta na olimpijskih? Isto ali boljše. In vam je prav, da se je Primož vrnil v areno? Čeprav njemu, pa njegovi ženi, pa je najbolj prav tudi meni. Olimpijski in svetovni prvak pa še zdaleč ni oproščen dela tudi v domači hiši, ko ga potrebujejo. Ga lahko še nahecate za kakšno delo? Komod. Vedno se loti vsakega dela tako. Udarniško, ko se dogovori, takrat ja. Potem pa da ima zopet svoj čas za svoje delo. Ni problem, vse dela. Vzdušje v Brežicah je doseglo vrelišče, ko je njihov junak skozi nepregledno množico zakorakal proti odru, tistemu namenjenemu zmagovalcem.
ne, pravzaprav kakšen mesec nazaj ne, ampak vesela sem, da sem tu, da spet lahko skupaj pričakamo Primoža. To je že kar tradicionalno, pa super, naj kar traja, naj bo spet čez 2 leti tako. Ali pa še kaj vmes, ne. Končno je napočil tudi čas, da spregovori tisti, zaradi katerega so se vsi tudi zbrali. Hvala Brežice, spet evo. Hvala, ker ste me spet tako lepo sprejeli. Vedel sem, da bo spet najlepši trenutek, ko se vračam domov. V Sloveniji je hitro zaokrožila fotografija Primoža z medaljo na posteli na njunem zasluženem počitku. Menda pa bo zdaj spal še bolje. Ja, prva noč je bila naporna, torej še do jutra sem legel v poslu s svojo kolajno. Verjamem, da bo to danes naporna, s tem, da bom zjutraj legel svojo ženo, kar je bolj prijetno. Kolajno pa je posvetil tistim, ki so se zanj tudi največ odrekali. Želje po dosežku, torej, da nekaj podarim družini, ki se res odreka, torej tako ženi kot ščirki. Sem vesel, da mi je uspel in to kolajno posvečam njima. Čestitke so na to deževale iz vseh strani. Oglasil se je podpredsednik Športne zveze Slovenije Marjan Hudej. Ja, bravo Brežice, hvala Brežice. Bravo Primož, hvala Primož. In hvala slovenski atletiki, ki ima tako dobre atlete. Avstrijci samo gledajo proti jugu pa pravijo, kaj je to, kajti niso dobili niti ene medalje. Primoža čaka lepa nagrada, ki jo bomo v naslednjih dneh podelili, kajti Atletska zveza je to obljubila in tudi to bo storila. Kot tudi predsednik Športne zveze Brežice Stane Tomše. Prej sem razmišljal, kaj bi novega povedal, zelo težko je, ker vedno se vrača spomenejših tekmovanj z medaljami. 10 nam zmanjkuje, da bi povedal kaj novega, ampak vseeno bomo izrabljeno frazo ponovili še enkrat. V svojem imenu in v imenu Športne zveze in vseh športnikov občine Brežice, katerim si postal idol in ikona športa v naših srcih, ti želim še veliko uspehov naprej, pa naj bo bron čez 4 leta zlat. Veselje glavnih akterjev se je nato iz odra preselilo v malo bolj zasebno okolje, kjer je lahko nekaj besed o pomenu Primoževih uspehov za brežiško občino povedal tudi tamkajšnji župan. Jaz moram reči, da mi mu stojimo v strani, tudi ko ni imel najboljše rezultate. Tudi ko je 72 vrgov, smo ga še stalno spodbujali. Seveda, on nas razveseljuje, mi njega in ne glede na to, tudi če bi bil kakšen slabši met, mi mu stojimo v strani. In prav zaradi tega jaz mislim, da je to njemu največja spodbuda in da on to razume in mi vse skupaj in treba mu sam čestitati. Res je fenomenalen športnik, mislim, da takih šampionov je malo v svetu, kamoli v Sloveniji. In ali se da še izboljšati pogoje za brežiške atlete, ki so po rezultatih sodeč presežek sam po sebi? Jaz moram reči, da ni bilo obljubljeno, da bo bil nadkrita atletska steza, ker enostavno to si ne more Brežice. Mislim, da v Sloveniji ni take nadkrite steze. Pogovarjali smo se predvsem, da treba urediti za njih en prostor, ki bo posebej za atlete. Dejstvo je, da eno razmišljanje je bilo, da bi se zgradilo poleg atletskega stadiona še posebej dvorana za njih. Moram reči, da zdaj ekonomska šola je dobila telovadnico, ki je osnova za mlade. Za atlete bomo pa uredili v balonu v Brežicah, tako da bo imeli svoje vadbišče, imamo pa zraven tudi novo športno dvorano, tako da jaz mislim, da občina Brežice v zadnjih letih je ogromno dobila športnih objektov in da bo tudi poskrbljeno za njih. Brežice vedno so bile in kot vse kaže, bodo tudi v prihodnje eno pomembnejših slovenskih športnih središč. Apetiti atletov so včasih morda celo večji, kot so trenutne potrebe in pa zmožnosti, vendar mislim, da na koncu bomo vsi zadovoljni in da bojo osnove za šport v Brežicah še v prihodnosti takšne kot do sedaj. In če ne bi bilo take podpore, takih objektov, verjamem, da tudi ne bi imeli toliko kvalitetnih športnikov. In še enkrat povem, Brežice je sigurno najbolj športna občina, na število prebivalcev ima največ medalj in največ vrhunskih športnikov. Človek v senci, ki pa si morda tega naziva niti ne zasluži, pa je Primož Četrtič. Nekateri pravijo, da je maser, drugi, da je trener. Kakorkoli že, tudi on je pomemben tvorec uspeha njegovega soimenjaka. In zdaj že gleda naprej.
Ja, v bistvu treba zdaj zastaviti pač za novo sezono cilje, načrt dela in o tem se bomo pogovarjali v glavnem, ko bo konec malo odmora, da se malo spočijemo od vsega in od tega izjemnega uspeha in tako bo šlo nekako naprej. Svetovna športna zgodovina pa ne pozna vrhunskega športnika, ki ne bi bil tudi karakterno močna oseba. Kakšna pa je zgodba obeh Primožev? Dobro, to pač samosvoj. Vete, kak je športu je zelo kruta stvar, ne? Pač športnik, sploh enkrat šampion, hoče okušati le zmage, teži po največjem in na svoji poti pač mora včasih tudi izbrati drastične poti, ki jih drugi ne razumejo, ampak dokler to vodi k zmagam in nekemu napredku, so to vedno dobre poti. Ampak ja, na koncu to niso čisto običajni ljudje, so malo samosvoji in to jim daje tisto noto oziroma tisti šampionski lesk. V sklepnem delu reportaže pa bomo prisluhnili kar njemu. Tistemu, zaradi katerega smo bili spet vsi pred televizijskimi ekrani. Tistemu, zaradi katerega so bile Brežice v času dopustov spet nabito polne. Trikratnemu slovenskemu športniku leta. In kdo mu je prvi čestito za zadnji uspeh? Žena. Torej, to je bilo, z njo sem se edino slišal še isti večer, potem ali pa v bistvu ostali na štadionu, no? Potem pa žena iz Slovenije direkt. Primož je sicer tudi večkrat poudaril, da bi lahko iz tega nastopa iztisnil še žlahtnejšo kolajno. Par si bil absolutni favorit, vsekakor sem pa je štartil na zmago. Torej, na takšni tekmi ni druge izbire. Bil je tudi dosegljiv z dobrim metom, ampak to je bilo, bom rekel, mogoče malo nerealno pričakovati, da bi jaz dober met, on pa slab. In bil je boljše pripravljen in mu čestitam za ta naslov. Jaz sem pa vesel, da sem vzel srebro. Danes pa ni vrhunskega športnika brez podpore, takšne ali drugačne. Sponzorji so neizvesti, takoj so odreagirali in ko sem prišel do njih, zopet smo nadaljevali sodelovanje, tako da seveda zdaj s to medaljo, da samo še poglobimo, dodamo vrednost in tako da nijem težav, sem vesel, da me spremljajo na moji poti. Sicer pa je želja našega športnega asa tudi atletska šola, ki naj bi domovala v Brestanici. Sigurno brez sponzorskih sredstev tle ne gre, ampak računam tudi na ta del in seveda moramo pa najprej zgraditi metališče, da lahko sploh začnemo. Met kladiva sicer nikoli ni bila ena tistih bolj izpostavljenih atletskih disciplin. No, gledajte, vsak šport ima svojo razširjenost. Kladivo ni ravno razširjeno, ker prvo ni dosti strokovnjakov na tem športu, je tehnično zelo zahtevna, veliko dela je potrebno, da prideš na vrh, potem si pa na vrhu pa si zapostavljen. In to je problem, torej ni medijsko podprto, tako kot so recimo 100 metrov in ostale discipline. In to sigurno podruje tem, da je torej manj zanimanja. Ampak tudi temu, jaz mislim, da v Sloveniji lahko naredimo nov rod uspešnih metalcev kladiva in diska in krogle. Družina je bila vse skozi pomemben člen Primoževih uspehov, že od njegovih prvih športnih korakov dalje. Mama me nekaj tepla. Torej, ja, lahko rečem sam hvala, torej, da me tako vzgojila. Jaz sem zadovoljen, verjamem to, tako da bi rekel, da ljudje sem lepo mladosti, imam lepo življenje tudi zdaj. Verjamem, da bom imel tudi starost. Skromen v besedah, neusmiljen v športni areni. Primož Kozmus je, srebru navkljub, spet stopil na Olimp, ko je že veliko ljudi dvomilo vanj. Danes pa si nihče ne drzne več dvomiti v njegov naslednji cilj. Olimpijska medalja leta 2016 v brazilskem Rio de Janeiro. Kdo se ne spominja tiste legendarne pesmi Eye of the Tiger, ki je spremljala Rockija na njegovih filmskih boksarskih podvigih? Do naslednjega Primoževega športnega boja.